srečanju, kamor smo povabili, bom rekel, takole na pamet, ali pa neprimerno, bom rekel, 3 civiliste, ki so bili prvi hip tam, pa potem 2 policista, ki sta seveda že prišla nazaj preoblečena, ko sem se še malo hecal, kje sta pa hodila in sem seveda se spomnil, da sta bila not, ampak to sem jaz slučajno tam zmeril, ker sem bil, bom rekel, na mostu. No, gorski reševalci sem jih tudi povabil, vse tiste, ki so meni prihumeli, pa so še potem tudi pomagali. In gasilce, mislim, da je pa teh najmanj danes, ampak ne glede na to, nekaj jih vidim, da torej ti, a pa vi, ki ste tu, zagotovo, da vi nekaj novinarjev je, ko ste lažje opredelili tudi to zgodbo. Mene zanimajo predvsem danes zgodbe, da imamo, bom rekel, iz prve roke še kakšno informacijo, da se zahvalim in seveda, da tudi čestitam Janezu, ki je včeraj postal, Janez poznam priimek sprot, Štimac, Janez Štimac, ki je postal tudi osebnost tedna na glasovanju Vala 202, ob Štefki Drozčevi in še 3, bom rekel, eminentnih ljudeh. Kaj to pomeni? Da znamo Slovenci tudi po tej anketi včerajšnji ceniti tiste ljudi, ki rešujejo, ki so reševali življenja in ki v tistem trenutku ne pomislijo na svoje življenja. In večina med vami takrat zagotovo niste razmišljali, ko ste reševali to gospod, ki je da že niz Bistrce oziroma pod mostom in seveda, ko je bilo treba, kljub temu, da je vsak lahko, ali pa tistem, ki hodi pričakov, da si lahko poškoduje nogo, da mu spadrsne, da je Bistrca kar nekaj predvsej visoka. Torej, tudi ta dokaz osebnost tedna pomeni, da ta človeška solidarnost in pomoč mora, bom rekel, se krepiti in da veliko pomeni. Res je bilo, sneg je padal, ko sem videl, ko je avtobus pripeljal čez ovink na Šolsko ulico, ki je zgrmel čez ograjo reko, sploh nisem pomišljal in razmišljal, kaj bi sploh storil, ampak sem samo stekel pred avtobusom, da bi pomagal tem ljudem. Sem vršil do mosta, ograja je bila porušena, sem šel samo od zadnji dol na Brežino in z Brežine skočil na avtobus. S tem, da avtobus je bil zelo spolzek, je zelo fajn, da sem na njemu. V tistem trenutku sploh nisem razmišljal, kako bi pomagal, ampak kako bom prišel do nesrečenih, ki so bili v avtobusu. Z levo roko sem udaril po šip, se je razsula. Hvala Bogu je bila tista šipa, ki je bila za nujne izhode, da se lepo razbije in v tistem je prišel tudi kolega, ki je mi tudi pomagal prvo ponesrečeno ven potekati z avtobusa, ki je bila v tistem prvem delu avtobusa, se je potegnila ven na avtobus. Ko so nov potegnila ven, je za nov stal še šofer, ki so mu pomagala na prosto. S tem, da je pol kolega šel tudi v avtobus, sva mu dala ven torbo, ključe od avtobusa, tako da ni ostalo v avtobusu z te strani nič. Iz zadnje strani sta pa že bila ostala dva, sta pa pomagala od zadnje na zadnjem delu avtobusa ostalim. V tistem času smo bila na policijski postaji, odzivnost je bila cirka 2 minuti, smo bila takoj na kraju. Ko prišla na kraj, smo stekla na most. Tam je kolega občan Heranovič rekel, če mu posodil mi gledati, da sem mu videl vrhu luč. Janšek Matej je šel na Brežino, pa tudi skočil dol. Pa smo pa pomagala z temi 3 občani. Jaz sem bil na Brežini, Janšek pa 3 občani so pa te poškodovanje dvigali. Jaz pa Fetič smo pa dvigovala gor. Pomna tista ženska, ki je bil klic na pomoč, Janšek Matej je neposredno dol po reki zabredel, jaz sem pa bil mosta tekel, pa sem odcelo, kje je ta ženska, sem tudi skočil v vodo, pa smo Heranovič, pa Fetič, pa mi 2, smo izdignili gor gasilci, so je popolj na betonskem zidu vzeli to žensko. Pravo ženska da poškodovana po glavi. Videl se je pač, imela odprte rane, ker je krvavela, pa stala je na suhem. Na suhem ne bi videl, da bi bila ista suha, ampak ni bila toliko po vodi. Po vodi, da bi bila recimo do kolena vode,
trenutno, zato ker mi smo ostali v vodi, pa so bili recimo bili takole v vodi. Ona je bila pa precej višje. In ko so midva so ji rekla, da ne gre v vodo, ni hotela, ne, rekla, da se boji, in ker so jo podela, a ne, da so jim da pomagala do prehoda do betonskega plata. Policisti bo pa vse pozdravi. Zanimivo vprašanje, seveda, ki ga zastavljajo mnogi Kamničani. Kako je ta gospa padla, kdaj iz avtobusa, da je bila niz vodno pod mostom? To ste kaj raziskovali? Predvidevam, da je skozi spodnjo šipo šla, da je bila toliko visoka voda. Toliko je bila visoka voda, zato ker v avtobusu je bilo vode, se je nalilo noter do spodnje strani enih sedežev. In spodnji del je bil ves pod vodo. Šip pa ni bilo na avtobusu in je pod avtobusom jo je ostruga odnesla niz voda. Se bi pa v imenu našega društva zahvalil tudi vsem drugim enotam. Verjetno bi bilo tudi pri drugih enotah, je bila ta veriga veliko daljša, kot nas je tukaj postavili, tako policiji, reševalcem, gorskim reševalcem, kot tudi, če lahko tako rečem, laičnim reševalcem oziroma očividcem. Mislim, da so se vse te verige zelo dobro povezale v neko celoto, v nek sklenjen obroč, kot je bilo na portalu Kamničan, je gospod komentiral, da take nesreče ponavadi gledamo iz Amerike in se zelo težko predstavljamo, da je bilo to v Kamniku. Mislim, da za tako vrsto nesrečo smo vsi odreagirali zelo dobro.